prav lepo ali pa po knapovsko srečno v naši novi oddaji Knapovske zgodbe, ki bo namenjena spominu na naše zasavsko preteklost, knapovsko preteklost. Naš prvi gost je aktualni direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju dr. Janez Žlak, s katerim bova kakšno besedo rekla tudi o prihodnosti te panoge. Seveda se bova pa najprej spominjala dogodkov, ki so se zgodili recimo 30-40 let nazaj. Torej, dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Pa bova začela kar s preteklostjo, preden bova šla na prihodnost, ki jo mislim, da veliko več ni za to panogo. Kdaj ste se vi sploh srečali z rudarstvom, z industrijskim okoljem v Zasavju? Ja, naša generacija je tako rekoč rasla v tem industrijskem okolju. Seveda je najbolj vpet bilo rudarstvo. Če se spominjam otroških let, recimo, vse se je dogajalo okoli rudarjenja, okoli cementarne, okoli termoelektrarne, seveda pa tudi ostale dejavnosti, ki jih je bilo v Zasavju, predvsem pa v Trbovljah, res enormno. Če pa zdaj malo pogledamo trenutno stanje, potem pa vidimo, da neke svetle prihodnosti glede industrije v tem Zasavju oziroma v Trbovljah, vsaj v Trbovljah ni. V kakšni družini ste odraščali? Je bila to rudarska družina? Je bila to mogoče industrijska družina? Vsekakor industrijska družina, po mamini strani popolnoma rudarska. Stari oče je bil rudar, stric je bil rudar, sestra od mame je delala v rudniku, tako da ta del je bil popolnoma rudarski. Po očetovi strani pa industrijski, vezan seveda na termoelektrarno, tako da je moj oče delal v termoelektrarni, kot tudi njegova mama je delala. In nekako je veljalo pravilo, da družina, ki je bila vezana recimo na rudnik, so bili potem tudi otroci nekako odvisni od rudnika, oziroma v veliki večini so se potem odločali tudi za rudniški poklic. Tisti, ki so bili v cementarni, recimo, so potem našli službo, recimo v cementarni, v elektrarni in v vseh ostalih dejavnostih, ki jih je bilo res precej. Nekako je šlo iz roda v rod, ne? Ja. So se v večerih stkale kakšne besede spomina na rudarske dogodivščine? Je kdaj dedek pripovedoval o svojem rudarjenju? Ja, predsejkrat, pa ne samo v večerih, tudi po podnevih oziroma na vrtu, oziroma kjerkoli, če smo kaj skupaj delali, so se mnogokrat pač te zgodbe prepletale, razpletale, oziroma pogovarjali smo se o delu. Kot otrok seveda tega še nisem razumel. Kasneje, ko sem odraščal, pa je bilo vse bolj jasno, kaj se tam dogaja. In tudi kot študent sem prvič stopil skozi ekskurzijo v jamo, in moram priznati, da že takrat nekako ne iz pripovedovanja, tudi z izkušnjo tisto, ki sem imel, cenil vse tiste ljudi, ki so nekako šli v jamo, ker verjemite, tisti, ki ni nikoli stopil v jamo, ne ve, kakšen je tam dol občutek, kakšni so bili tam delovni pogoji. Tako da kapa dol rudarjem in vsem tistim, ki so kakršnokoli povezani s tem poklicem. Spomnim se veliko rudarjev iz svoje mladosti, da bolj kot ne so vsi čikali ali pa vlekli cigareto, kadili. Je bilo tudi v vaši družini tako? Ja, tudi v moji družini so bili večinoma kadilci. Res pa je, ko so prestopili prag rudnika, pa potem se cigareta ni bila dovoljena, iz varnostnih razlogov je bil potem ta tako imenovan čik tobak, tudi starata ga je imel in ga je veliko čikal tudi, ko ni bil v službi. Za te mlajše rodove je kar nerazumljivo, da so včasih fizična dela v jami opravljale tudi ženske. Vi ste omenili sorodnico? Ja, pa tudi na Ciglani, se pravi tovarni za izdelavo pek, bilo ogromno žensk. Enostavno so bile te službe, pa tudi poglejmo Iskro, če se malo vrnem zdaj še na industrijo, Iskro, Peko, vsa ta industrija, te je vključevala ogromno žensk. Te ženske v rudarstvu so bile pa na teh površinah pri vozičkih, recimo, na teh zračevalnih napravah,
kot sem omenil na tej Ciglani. Tako da težko poklicev, tudi za ženske, ja, sigurno. Tudi za ženske, in si zdajšnja generacija žensk ne predstavljam, da bi upravljala ta fizična dela. Kje pa ste odraščali, v katerem predelu Trbovlje? Ja, osebno sem odraščal v mladosti prav na predelu Bukove gore. Tukaj zdaj se pač zasipava s pepelom, prav na območju dnevnega kopa. Tisti, ki poznajo malo, to je ta globoka jama, kjer so v neki fazi pač pridobivali tudi premog z dnevnim kopom. Tudi takrat, vašemu otroštvu? Ne, tako kasneje, ko sem že zaposlen, ampak recimo tle, ki je zdaj ta Bukova gora, smo imeli mi recimo igrišča, smo se igrali, bili so sadovnjaki, travniki, tako da po površini se. Potem so to odkrivko naredili in pričeli s tem izkopavanjem. In pa Dobrna, s tem je pa oče izhajal, ne? Tako da jaz, koliko sem omenil, ja, definitivno sem otrok industrijske družine oziroma Dobrne Bukove gore. Zanimivo je mogoče iz tistega obdobja tudi to, ne? Vsak knap je imel vsaj kje kakšno nivo, kakšen vrt, da je kje pri delu, velikokrat sekiro v rokah, žago v rokah, da si je drve nasekal, pripravil za zimo, ne? Ja, to je bila tradicija, ne? Tudi pri nas velikokrat v bataškornih, ne? Vedno, šihtnih oziroma delovnih, ne, lepše, ne. In tudi mi smo imeli nivo, vrt, stara mama recimo ni bila v službi, ne, kar je bila tudi ena izmed tradicij, ne. Moški so običajno delali, mame so bile takrat domaše, ne, skrbele za družino in tudi pri nas ni bilo nič drugače, ne, po mamini strani, ne. Medtem, ko sem omenil po očetovi, pa je mama tudi delala, stara mama tudi delala, ja. So bile kakšne tradicionalne rudarske jedi pri dedku, pri babici, pri obeh, pri vas v družini? Klasika, ne, se pravi, solata, funštrc, brez tega ni šlo, ne. Potem pa tiste predvsem jedi s krompirja, ker moram vedeti, ne, 50 let nazaj, ne, ali pa 40 let nazaj, bilo je že, ni bilo pa take blaginje, kot je zdaj, ne. Ni bilo vsak dan meso, ne? Ne, definitivno ne. Sicer sam nisem ljubitelj mesa, no, tako da tega nisem pogrešal, sem pa ljubitelj krompirja, tako da resen krompir, pire krompir, tega je bilo pa vedno na jedilniku dovolj. Pa juha, goveja juhca je bila ponavadi v nedeljah. Poslušali so čestitke, ne? Takrat jih je bilo še bistveno več, ne? Vsak si želel slišati ob rojstnem dnevu kakšno čestitko. Zdaj pa tega ni, ne. Juha ob nedeljah je pa še vedno, pa pri moji mami. Je bilo recimo vaše otroštvo, lahko rečete, zelo zaznamovano s tem okoljem. Če zdaj pogledamo, je bilo okolje zelo tako zamazano, ne? Neurejeno v primerjavi zdaj. Ampak s tem smo živeli, ne? Ja, s tem smo živeli, lahko rečemo pač, da glede na to, da smo otroštvo preživeli tukaj, ne? Pa če dam za primer Ljubljano, tako ni bilo predstave, ne? Ja. Kaj je tam, dokler nismo šli v študentska leta, pa na fakulteto recimo, ne. Tako da ja, otroštvo je vsekakor zaznamovano, pa predvsem nek ritem ustaljen je bil, ne, recimo sam šport, torej povezano na nogomet, ne. Bolj kot ne nogomet, potem je bil še rokomet, pa mogoče košarka, ampak glavnina se je vrtela na nogomet, ne. In če pogledam zdaj sebe, tudi sam sem se usmeril v nogomet, ne, in tudi nogometni klub je Rudar, ne. Torej izhaja že iz izmena Rudar in ja, otroštvo precej zaznamovano, no, s to industrijsko. Kaj pa ta besedišče, ko ste prišli v Ljubljano, verjetno ste kje v trgovini rekli, tisti prodajalki teta ali pa komu stric, pa škrince, pa so debelo gledali? Ja, tu se pa kar precej krat naredil tudi, ko sem v študentskih letih in kasneje, ko sem nekako igral za to slovensko reprezentanco, ne, Ljubljančani nekako niso razumeli tega našega žargona, ne. Recimo, mi smo šteli 100, 200, 300, ne, niso mogli razumeti, kaj to pomeni, ne, 100, 200, 300, recimo, ne, pa v šolo smo šli, pa škrince, tako da veliko, kar smo se na to temo pa tudi nasmejali, ja. Se vam je zdelo, ko ste prišli v Ljubljano, da ste drugačen, da ste v drugačnem okolju rasti, da ste drugačen od, recimo, ljudi v prestolnici? Seveda, vsekakor. To se je videlo tudi recimo na samem stilu oblačenja, obnašanju in nekako jaz še do danes recimo si ne predstavljam, da bi živel kje drugje, kot v Zasavju oziroma v Trbovljah. Družina mi očita, da sem zaprt, ne, v to kotlino, ampak
očitno sem še eden izmed te generacije, ki nekako nisem naredil tega preskoka. No. Veliko bolj mi je všeč recimo Maribor, kjer sem preživel služenje vojaškega roka, pa tudi študentska leta, ne, po tem obdelu. Tako da, če bi se že odločil za življenje izven, bi se vsekakor odločil za Maribor, ne za Ljubljano. Potem lahko sklepam, da ne navijate za Olimpijo, da za Maribor. Definitivno za Maribor. No, mogoče je še nekaj zanimivo. Ko sva prej govorila o besedišču, tudi nekaj teh krepkih, mastnih besed je bilo, ki so bile zelo znamenite v Ljubljani. So nas včasih tako poimenovali, mat, pa tako naprej. Ne? Tudi na osnovi teh, ampak to je bil naš žargon. Ne? Na začetku, recimo, prva leta je bilo, recimo, sošolci, tisti, ki smo se več združili, še nekako tako z grožnjo, pa kaj za to. Ne? Potem so pa nekako to tudi razumeli, da je to v bistvu naš žargon, da ne ga z neko želito mame, kakorkoli že ali česa, katerikoli drugega. Tako da so potem sprejeli ta naš žargon, pa ga, kot sem omenil, kdaj v hecu tudi uporabili. Tako je, ja. No, tako navzven so zagotovo knapje delovali kot trdi ljudje. Dostikrat so bili zamazani, nekateri se včasih še dalj nazaj, se ni bilo vaš hav, da bi se po šihtu uredili, je bilo to potem bolj doma. Na zgled so izgledali trdi, ampak jaz se spomnim, da sicer so bili pa to zelo mehki ljudje, hitro solza na očeh. Ja, to je pa zanimivo, recimo običajno tudi tako, v življenju, tudi drugje, da zunanjost je popolnoma nekaj drugega, in človeka nikoli ne sodi po zunanjosti, in najprej ga spoznaj, in tisti, ki so potem rudarje spoznali, ker veste, tudi nesreče so se dogajali v rudarjenju, in ti ljudje so res držali skupaj, kajti ko greš enkrat v to luknjo, 100, 200, 300 metrov pod zemljo, potem je še kako pomembno, da imaš prijatelje, da vlada komoradschaft, da se družijo, kajti tam dol res rabiš pomoč, če pride karkoli narobe. Tako da iz tega vidika so oni vedeli, da je to poseben poklic in so bili načeloma nežne duše. Ja. Ob plačah, seveda pa tam potem v gostilnah se je pa tista duša zlila v nekaj drugega, ampak samo za tisti dan, tisti trenutek, tiste ure, ko je deloval alkohol, recimo so bili možati, ampak v srcu pa verjamem, da jih je bilo pa, da so precej mehki. Se je v vaši družini zgodila kakšna rudarska nesreča? Ste bili s tem zaznamovani? Kakor mi je znano, ta ožja družina ne, da bi bilo kakorkoli povezano z nesrečo v naši ožji družini. Sploh kakšno hujša, ne? Ne. Sej kakšno poškodbo? Poškodbe, ja. Rok, to so bile pogoste, ne? To je bila pa kakšna hujša, kakšen smrtni primer, celo pa mi za družino ni znano. Življenje je bilo težko pod zemljo, mame bolj kot ne so bile doma, potem kasneje so šle tudi že v kakšno fabriko delati. Blagostanja ni bilo, bi človek pričakoval težko delo, tudi dobro plačano. So bila različna obdobja, ampak bilo je skromno življenje. Pa se mi zdi kar precej pošteno. Toliko, kot so imeli, toliko so porabili. Ja, jaz vedno trdim, pa tudi tako za rudarje sedaj, pa tudi za delavce, ko sem delal prejšnji službi Termoelektrarni Trbovlje, jaz sem vedno zagovarjal, da so še premalo plačani. Kljub temu, da so plače v teh firmah, pa mogoče tudi cementarni, odstopale od poprečja Zasavja. Ampak kot sem omenil, tisti, ko gre enkrat v rudnik, ki vidite razmere, tudi tisti, ko se je srečal z razmeram v termoelektrarni, recimo, tudi tam, vsi vidijo samo elektriko, pritisnejo stikalo, pa sveti, recimo, svetilka. Kaj so ti ljudje počeli, da pa do tega pride, pepel, prah, ni strte zvita, da je ogromno rakastih obolenj, prav teh delavcev. Tako da zaslužijo so si te plače, vedno trdim, tudi danes trdim, zaslužijo se tudi više plače. Ampak smo pa Zasavci znani po fovšiji, moramo omeniti, in vsi so gledali samo velikost teh plač delavcev, termoelektrarne, cementarne, rudnika, ki pa so odstopili poprečka, ne pa tudi razmer, v katerih so delali. Vsak vidi tisto samo lepo plat,
Ko se pa soočiš še enkrat z težavami, z nesrečami, tudi v termoelektrarni, so bile nesreče, ne? Pri samem čiščenju kurišča, recimo, da nismo izpadli z objektom, ne? Je prišlo do peklin. Ko pa to vidiš, potem pa vidiš, da ljudje so res srčni, da so živeli za delo, za službo, ne? Kar bi zopet lahko rekel, da za te generacije, ki prihajajo, ne vem, če čist drži. Ste kdaj razmišljali, ko se je bilo potrebno odločiti, za kakšen poklic se boste izobrazili, kdaj v rudarstvo, da bi bili povezani z rudarstvom? Dobro, na koncu ste bili potem v Tetu, ne? To pa je še kako povezano z rudarstvom, ne? Ja, Tet je bil seveda popolnoma odvisen od rudnika oziroma od rudarjenja, zato je bil tudi recimo postavljen, ne? Ampak sam, ko sem se enkrat odločil za študij strojništva, ne, se nekako nisem videl v rudarstvu, ne, pa tudi družina moja, ata, stara moja je bila vezana na elektrarno. In neka tradicija je bila, da si potem tam dobil štipendijo in si se potem tam zaposlil, ne. Kljub temu, da sem mogel skozi kar precej sitno, da so me tudi v elektrarni sprejeli. Tako da ja, odgovor je ne, nisem razmišljal. Po ekskurziji v študentskih letih, ne, pa še toliko manj, ne. Pa še toliko manj, kajti res, razmere so v rudniku res zelo posebne. No, na zadnje ste potem pristali zdaj v rudniku, tem bova še potem kakšno rekla. Sta pa sinova prekinila to tradicijo, ne, da gresta po očetovih poteh, ne? Ja, sinova šla v medicino. Sta pa že neka nova generacija, ko sem omenil, ne, ki tudi vidita, da ta industrija ugaša in nažalost nek črn scenarij, da bo popolnoma ugasla, ne. In sinova sta se pač odločila v drugo smer, ne. In sta se oba pač odločila za to medicino, ne, študij medicine, kar se je izkazalo zdaj, no, da sta se odločila pravilno. Verjetno je še pred 10 leti izgledalo tako, pa verjetno tudi v vaših mislih, da boste svojo poklicno kariero pa poklicno pot končali v termoelektrarni Trbovlje, kjer ste se počasi spenjali po delovnih mestih, ne, mimogrede, ne, tudi predsednik sindikata, predsednik sveta delavcev, pa potem pomočnik direktorja, namestnik in tako naprej. Čisto prvo ime niste bili nikoli. Ne, v termoelektrarni Trbovlje, ne, kljub temu, da sem se dvakrat potegoval tudi za mesto direktorja v termoelektrarni, pa pač Ni šlo. Ni šlo. Nadzorni svet se je odločil drugače, ne. Ste pred 10 leti mislili, da boste tu zaključili svojo poklicno pot, da boste prišli do upokojitve v termoelektrarni? Ja, vsekakor. Bilo je tudi in prav v tem segmentu, ne, je glavna napaka Zasavčanov, ne, poleg še tiste nepovezanosti, ne, da so nekako vsi razmišljali samo o tem, se rudnik je, jaz bom dočakal penzion, elektrarna je, mi bomo dočakali penzijo tukaj, cementarna je, ne. To recimo 10 ali pa 15 let nazaj, ne, ali pa 20, dajmo se vrniti malo bolj nazaj, je bilo nekako samoumevno, da bo v neskončnost. V neskončnost in nihče ni razmišljal o kakšnem drugem scenariju, ne. Sam recimo, jaz sem vedel, da bo zgodbe konec, ne. Ampak sem se zavestno odločil, ne, da bom ostal v termoelektrarni Trbovlje, ne, do konca, dokler je ne zaprejo, ne. In bi tako tudi bilo, ne, če ne bi pred 2 leti pač se likvidator odločil, pa me dal na cesto skupaj z ostalimi 100 zaposlenimi. Od tega se bova tudi potem v nadaljevanju dotaknila, kako je pristati, ne, na cesti, tako kot ste rekli. Ja, ko ste omenili povezanost Zasavčanov, ne, se spomnim tu na tako imenovani Šaleški lobi, ne, ki je uspel stopiti skupaj, kjer so uspeli stopiti skupaj s svojimi poslanci. Pa zdaj, če to prenesemo na Zasavje, imeli smo predsednika vlade, imeli smo predsednika države, imeli smo vse skozi od 4 do 5, pa tudi več poslancev v Zasavju. Pa kakšnega hudega haska, ne, da bi obdržali energetiko v Zasavju, da bi obdržali rudnik. Ni bilo. Ne. Ja, nisem že mogoče kak srečanje nazaj ali pa kakšen intervju nazaj že poudaril to, ne. Zadnjih 15 let, ne, se ni dalo narediti tako rekoč nič več, ne. 30-40 let nazaj ali pa še prej, ne, se zgodbe so znane, ne. Veste, poraz Zasavja se je začel v tistem trenutku, ko
so nam ponudili izdelavo pralnih strojev, ne. Pa so veljaki raznih firm, od strojne tovarne, rudnika, to pa naj dela kar nekdo drug, ne. Mi ne bomo delali pralne stroje, pa motorčke, ne, recimo. In je zdaj Gorenje ni večjih gigantov, ne. Vmes je bil zdaj malo kriza, ampak se bo prodal, kupil, dokapitaliziral se vseeno. To je bilo to. Potem vi poznate zgodbo, da so bile ideje tunelsko sprebolt, ne. To je to povezava, ne. Jo nimamo nikoli, jo verjetno ne bomo dobili, ne. In vse je bilo res skoncentrirano na rudnik, na te pa Iskra, pa Peko in vsi ti, jaz pravim, petelini, ne, ki so bili, nas bom kar po domače, vsak je imel svoj gnoj, na katerem se je šopiral in ni bilo enega, ki bi to uspel podružiti, ne. Prej ste omenil elektrarna Rudnik, močno povezana, ne. Ampak jaz se spomnim, ko sem pričel z delom, ne. Rudnik je premog dostavljal tudi Toplarni Ljubljana, ne. Najkvalitetnejšega, ne. Mi bi za tak kvaliteten premog, ne, v narekovajih ubijali, ne. Nikoli ga nismo mogli dobiti. Do trenutka, dokler ni toplarna rekla konc, mi tega ne bomo več, bomo nek drug čistejši premog, ne. V Elektrarni Trbovlje smo bili res veseli, da smo potem ta premog mi dobivali, ne. Obratovanje je bilo lažje vse, ne. Ni bilo junaka, ki bi to povezal, ne. In tukaj je glavna napaka Zasavja, ne, politike, posameznikov, kakorkoli želite, ne generacije 20 let nazaj, kot sem omenil, 30, 40, nekateri so že pokojni, ti so imeli vso moč, da bi lahko ta Zasavje nekako spravili k sebi. Jaz sem povedal že, damo primer, šaleški lobi, ne, levi, desni, zgornji, spodnji, vsi v eno. In verjemite mi, že danes je v pripravi blok 7, pa še blok 6 ni začel niti normalno obratovati, ne. To je ena od. Druga zgodba, povezav je spodnja Sava, ne. Poglejte to izgradnjo verig, hidroelektrarn, poglejte infrastrukturo, ne. Tega se v Zasavju definitivno ne bo naredil, saj ne na tak način, no. In zopet smo tam pri teh povezavah, ja, imeli smo tudi pokojnega predsednika, kvaliteten, dober, gospod Drnovšek, ne. Ampak ne vem, zakaj ni on povezal te niti tle v Zasavju, ne. Da bi nekako uspel se to razvijati. In ko sem omenil, se poznate zadevo, ne. V rudniki so ugasli, če zdaj pogledamo zadnje strani, ne. Tako Zagorje, Kisovec, Hrastnik, Trbovlje, zdaj ugasla elektrarna, cementarna. Gledamo samo zadnjih 5 let, pogledamo, kaj se bo naredili, ne. Da ne govorimo odprej, Iskra, Peko, Strojna, v Zagorju Sveja, ne vem, Deloza, Zaščita, v Hrastniku Jutranka, GD Hrastnik. Pa to je nenormalno, če človek pogleda, kaj je teh res firm kvalitetnih bilo. Ki so bile tako ali drugače vezane na vse te najmočnejše firme, TET, cementarna in rudnik. Tako, to je vse povezal, vsi so nekaj delali za nekoga, ne, zagotavljali neke storitve, ne. Zdaj pa vidimo, kaj imamo, ne. V Zagorju imamo ETI, imamo manjše firme, ne, Tevel, ne vem, imamo potem v Hrastniku AGM, Nemec, recimo, tukaj imamo še IGM, kakorkoli, v Trbovljah imamo. Bartek Varnost, recimo, Siporex, EVA, ne, in Trbovljah, še nekaj teh, v Trbovljah, ja. Imamo svetle točke, ne, Devesoft, recimo, ne. Ampak teh svetle točk je premalo, ne, ker mladina gre, ne. Podatek, ki ga imamo, ne, trenutno je v Trbovljah, mislim, 16.800 prebivalcev, samo še. Samo še. Če pogledate 10 let nazaj, jih je bilo blizu 20.000. Pa moramo vedeti, da se starostna struktura veča, višja, torej bi pričakovali, da bo več ljudi, ne. Ne, toliko več mladine odhaja, pa seveda tudi toliko manj je rojstev posega, tako da tukaj je težava, no. Tukaj. Je bila po vašem mogoče tudi napačna odločitev takrat, ko so ta novi blok termoelektrarne v Trbovljah zgradili, da sočasno niso zgradili tudi toplovod, da bi tista energija toplotna, ki je šla verjetno v Savo, ogrevala vsaj Trbovlje? Definitivno. To je bila ena izmed ključnih napak, ne. Ampak to napako smo To bi bil dodatni zaslužek, verjetno, ne? Energija toplotna bi se prodajala, ampak vse takrat verjetno ni nihče na to razmišljal. Sej imamo premog, po prednostni ceni, ne? Točno tako, kot ste rekel, ne. Kdo se bo obadil še z enim ogrevanjem, ne, če smo imeli elektrarno, ne? Pa kaj ćemo tisto ogrevanje, ne? Točno takšno razmišljanje takrat bilo, ne. In je bilo treba tisto toplotno energijo celo ohlajati, da se ni Sava preveč ogrevala, ne? Spet strošek. Strošek, pa ti projekti so bili najmanj 3-krat novelirani, ne. Nazadnje, mogoče 5 let nazaj, ne. S ogrevanjem s termoelektrarne Trbovlje, ne,
bi imeli Zasavčani, projekti so bili tako za Zagorje, kot tudi za Hrastnik, ne, pa prebivalci Trbovlj, naslednjih 15 let 50% cenejše ogrevanje. Tega noben ni javno povedal, ne. Pa nismo uspeli Združiti moči. da bi to recimo zrealizirali. Ne. Seveda ne se tukaj že premzala Ljubljana, ne. Ker oni so se zavedali, če damo zdaj toplarno, ne, potem ne moramo ugasniti, ne. Potem moramo nek drug energent, ne vem, termično bila, karkoli, bi potem verjetno napajali ta ogrevanje. Ampak kakorkoli, bilo bi, delovna mesta bi bila. Ne. 30 let nazaj, ne, ko bi pa to naredili na mala malca, rečemo tem, ne, ni bilo pa nobenega interesa, ker se je vsak videl malce dlje. Vsak se je videl na svoji poziciji do upokojitve, recimo, ne, in vsak je ščitil svoj vrtiček. Ne. Tako je bilo in to so dejstva, ki mi njih ne moramo in verjamem, da bo tudi ostali sogovorniki, ne, verjetno izpostavili te stvari, da tukaj je bila pa glavna napaka. No. V nekaterih drugih naših oddajah smo pogosto gostili tudi direktorje rudnikov, direktorja termoelektrarne, pa še kakšnega gospodarstvenika, ki je omenil, v zadnjih letih se je to veliko govorilo, da je premoga še dovolj, če ne drugje, v rudniku Brdnica, ki bi ga na novo odprli. Ker nekaj upanja je bilo, da se bo to še podaljšalo, zdaj tega upanja ni več. Ne. Je dejansko zdaj, ko rudnik malce bolj poznate od znotraj, še dovolj premoga v teh zasavskih koncih, dovolj kvalitetnega, pa takšnega, da bi bilo izkopavanje rentabilno? To govorimo zdaj, če. Odgovor bom dal vsaj toliko, ne, ali pa tako rentabilno, kot je premogovnik Velenje za blok 6. Pa tam ga imajo. Upam, da sem odgovoril. Detajli je škoda zdaj, da gremo, ja, nevarna jama Brnca, definitivno skopavanje težavno, ampak vse. Tam ga imajo, mi ga nimamo, tam so uspeli, mi nismo. In zopet smo na tisti zgodbi, ko smo izpred minut 2 nazaj, nismo se znali podružiti. Res pa je, da je bila Brnca pozna. Ne? Čeprav je bila že v času, da jih zadnjih 5 let, recimo rečemo, ne? Kjer je bila že energetika v Zasavju in Zasavje kot celotno prečrtano. Žal, ne? Žal. Tako rečemo, ne? Omenili ste, da ste v termoelektrarni ostali na cesti, brez dela. Vem, velikokrat smo se takrat pogovarjala. Vem, da ste mi dejali, da imate nekaj telefonskih številk, v katerih upate, ne, da se bo spomnil kdo na vas. Se niso, ne? Ne, to je pa nepisano pravilo, ne, ampak vsak človek ga mora sam doživeti. Ne. Jaz sem vsakem razlagal, da ne verjamem, da bodo ti ljudje recimo dvignili telefon, ne, ker si mu v življenju toliko pomagal. Ne. Zdaj tukaj imena recimo ne bom izpostavljal, ker ne bi bilo fair, ampak telefoni zvonijo v prazno, prvi teden še ne, prvi mesec pa že potem ne, in potem si na tisti kruti realnosti, da se moraš pač znajditi sam, pa imeti moraš pa tudi kanček sreče. Pri imenovanju za direktorja zdravstvenega doma Trbovlje je niste imeli, pa tudi očitno ne politične podpore, ne, da bi bili imenovani za direktorja. Tudi zato ste se takrat prijavili, ne, ko ste bili brez dela. Ja, pri imenovanju za direktorja zdravstvenega doma ne, da nisem imel sreče, ne, sreča ni imela tukaj nobene povezave z pač realnostjo, z krutim glasovalnim strojem županje. Ampak tam, kjer se pa prijavljaš, ne, recimo normalno na razpise, ne, kjer ni neke politične povezave, kjer odloča stroka, ne, tudi tam pa potrebuješ kanček sreče. Na razgovoru, nastop, nekako mora biti neka povezanost med komisijo, ki te ocenjuje in te bojne, in potem imaš neko možnost za uspeh. Koliko dvoma je bilo, ko ste po neuspehu za direktorja zdravstvenega doma Trbovlje potem se prijavili, verjetno še kam drugam, sam pa vem, za direktorja rudnika Trbovlje Hrastnik, koliko tega dvoma je bilo, da boste spet prekratki? Precej. Zdaj, recimo, zgodba se že lahko malo odvije. Predvsem po klicih, ki sem jih dobil, ne, kaj sem sploh prijavljam, ne, se je že kandidat zbran, ne.
In zanimivo je bilo vprašanje, ki sem ga dobil od člana nadzornega sveta na zagovoru, ne, kaj menimo o imenovanju direktorjev, ne, oziroma vodilnih v energetiki. Ne. Jaz sem nadzornikom odgovoril, da menim, da je to popolnoma politična odločitev. Oni so dejali na tem razgovoru, da tokrat pa temu ne bo tako. Potem sem pa jaz jim odgovoril nazaj, potem imam pa velike možnosti, da uspem, kajti program, ki sem ga napisal, pa kompetence, ki jih imam, so pa takšne, da si upam trditi, da bom uspel. In točno to se je tudi potem zgodilo. Čeprav je zanimivo, nekdo od zunaj je prišel v vodstvo kot prvo ime na RTH. Torej, kje ste nabirali to znanje, da ste napisali dober program, da ste predpisali tiste, ki so se za vas odločili? Ja, to je pa direktorski položaj, katerekoli družbe, je potem odvisno od tvojih podrejenih, od ekipe, ki jo ti sestaviš. Ti v bistvu moraš biti dober menedžer. Ja, poznavanje firme splošno je že pomembno, ampak ti moraš predvsem znati delati z ljudmi. To je kot imeti posluh za delo z ljudmi. Znati moraš zbrati ekipo, ki moraš seveda 100% zaupati. In menim, da mi je to v Rudniku uspelo, da so tudi rezultati takšni, kakršni so v tem 8-mesečnem obdobju. Sem pa seveda bil vezan na Rudnik. Mi smo z Rudnikom tesno sodelovali, mi smo se pogajali vsako leto za pogodbe, za premog, veste, tam so bili ceno premoga, tudi kvaliteto premoga. Redni sestanki so bili z vodstvom Rudnika, tudi obhodi rudniških površin. Tako da moram priznati, da pa vpet sem v ta okolje, živel sem v tem okolju. Tako da z tega vidika bi lahko rekel, da nisem stopil kot laik v to podjetje. Seveda pa detajle pa ne poznaš kot nekdo, ki je tam zaposlen 30 let. Enako je bilo tudi z elektrarno. No, naša ekipa ve, kako ste vstopili v ta studio, kot bi tekli na 100 metrov šprint. Zelo energično ste tudi skozi vrata Rudnika prvi dan nastopa direktorske službe vstopili tako? Ja, spominjam se prvega dneva, sigurno. Pričakoval sem, da bom imel več treme, če povem pošteno. Zadal sem si pa cilj zdržati moraš prvi dan, prvi teden in prvi mesec. Zdaj bo že kmalu prvo leto, ne? Kmalu bo prvo leto, že ja, še 2 meseca pa malo. Tako da, ko zdržiš recimo tisti prvi dan, sem zdi, da je tisti ključen za prvi teden. Potem pa prednost je bila ta, da v bistvu to je Trbovlja, kjer se vsi med seboj poznamo, in 90% sodelavcev sem poznal že odprej. Z nekaterimi smo celo bili kolegi, kakorkoli že, tako da to je pa definitivno prednost. Ste imeli občutek, imate občutek, da vas sprejemajo, da so vas lepo sprejeli? Ja, upam si trditi, občutek običajno ne vara, da sem me dobro sprejel, da se dobro razumemo. Vedno je pa tako, da za vse ne moreš biti dober, to je logično. Nekdo napreduje, nekdo nazaduje, nekdo gre v penzijo. Koga bo treba tudi odpustiti, to je pa nažalost kruta realnost. Ampak jaz si vedno zastavljam, če te podpira več kot 75% ljudi, bodi si v firmi, bodi si kot župana, bodi si kot predsednik, kakorkoli, potem si zmagovalec. No, vse to sem vprašal tudi zaradi tega, ker dejansko ste prišli v firmo, kjer morate kot vodstveni kader poskrbeti, da se število zaposlenih iz meseca v mesec zmanjša, da finance stojijo tako, kot morajo. Ampak vse to se da napraviti pa storiti elegantno, pa tudi z neko človeško srčno noto. Lahko pa delaš kot stroj. Za kakšno plat ste se odločili? No, jaz sem se odločil za prvo varianto, definitivno ne kot stroj, ne z vidika avtoritete. Nekega likvidatorja. Tako, ampak z vidika spoštovanja. Pričakujem, da jaz spoštujem zaposlene in pričakujem tudi, da oni spoštujejo mene. Naloge so pa že 16 let jasne. Zakon za zaprtje je bil sprejet leta 2000, vmes podaljšan, spremenjen in že 16 let se ve, da je potrebno Rudnik zapreti in da bo takrat zaprt. Velika večina ljudi se tega zaveda, so pa tudi posamezniki, ki se pa ne, ki še vedno
živijo v utvari, se bo do penziona. Ne gre, rudnik se zapira 31.12.2018 in takrat bo RTH-DO kot pravna oseba ugasnil, mogoče bo neka še za monitoringe kasneje, če bomo kaj govorili o tem porudarjenju, še neka druga družba, to ja, ampak RTH-DO kot takšen bo pa ugasnil. Tako, ko bo termoelektrarna, recimo Trbovlje, zdaj ima status v likvidaciji, ko bodo vse stvari prodane, zaprte, vsi dolgovi poplačeni, potem tudi termoelektrarna Trbovlje ugasla, kot takšna. Kakšne so aktualne razmere ta čas na rudniku Trbovlje Hrastnik? Koliko je še zaposlenih? Kakšna dela se opravljajo? Kaj prodajate? Zaposlenih je še 58, trenutno 58 delavcev, s tem, da jih ima več kot 10 že odpovedi v rokah, teče odpovedni roki, mogoče vidijo še v bolniškem staležu, na to nimamo vpliva. In do konca drugega leta nas bo seveda po programu še 24. To pomeni, toliko ljudi bo še odšlo. Zaenkrat uspem prepričevati lastnike, nadzornike, tudi po Ljubljani, da gremo te tako imenovane mehke variante, samo dvojno mehko, to pomeni, da ljudje dosežejo tudi poklicno upokojitev. Kot sem omenil, zaenkrat ta zadeva mi uspešno realiziramo, lahko se pa tudi naredi, da pač bo kakšen zaposlen, ki pa ne bo tega mogel pač dočakati. To je, kar se tiče zaposlenih. Kar se tiče pa dela, pa smo z zapiranjem sanacijo površin v polnem teku. Več projektov je v izdelavi, fizičnih izvedb same sanacije tudi, nekaj smo že dokončali, tako da ta del zapiranja smo nekako spravili v pogon, kar pa, to pa si upam trditi, v mojem predhodniku oziroma predhodno vodstvo tega pa ni bilo, smo bili v zaostanku, ampak zdaj ta del res v pogonu in tudi tisti, ki grejo po Trbovljah oziroma Hrastniku, vidi ogromno tega delovišča. Ena izmed glavnih bo končane končno povezave normalne med Trbovljem in Hrastnikom. Sploh, če se zgodi kakšen podor? Kakšen podor, to se je pokazalo. Mi smo nekako zmerili, da bomo od tržnice v Hrastniku do tržnice v Trbovljah, ko bo cesta končana, porabili 6 minut. Normalne vožnje, brez prekrškov. Zdaj, če peljemo bodi si čez Boben, bodi si za Savo, manj kot 20-25 minut porabimo od tržnice do tržnice. Tako da to bo eden tudi teh ključnih poljih, seveda varnega zaprtja jam in pa jamskih vhodov. Kaj je tisto varno zaprtje jam? Kaj se trenutno izvaja v samih jamah? Trenutno se v jamah, jame so zaprte, tehničnega pregleda sicer še ni, bo v letu 17. Zdaj se pa zapirajo vhodi v jamo. To se zasuje, bodi si s pepelom, mesenico pepel voda, bodi si s peskom. Se to dela s pritiskom? S pritiskom, to je črpalka, mešalec. Da ni potem posedo. Vse s tem, da seveda tisti vhodi, ki so vertikalni, preprečimo seveda možnost padcev, kakorkoli že, nesrečne. Horizontalni vhodi pač preprečimo fizičen vstop do jam. Kaj pa mehanizacija, ki je bila nekoč? Mehanizacija se je pa demontirala, se uspešno prodaja. Del jame, ki pa se uporablja za prireditve in se naj bi v bodoče tudi kot muzejsko, recimo Trbovlje, Hrastnik in pa separacija, pa bo ostal odprt, kot smo omenili, zaradi prireditev, tudi zaradi kontrole voda, zbiranja tega, potem monitoringa in naprej. In ta del jame ne bo mogel nekdo vzdrževati. To je pa tista prihodnost zasavskih rudnikov, ki ostaja. Torej, za turizem pa nekdo bo moral vse skozi bedeti nad tem. Tu pa je možnost imeti nekaj zaposlenih. Ja, prihodnost je v tem pač definitivno se že po zakonodaji so potrebni monitoringi, tako smo omenili, voda, izcednih voda, posedkov, premikov, plazenja in vse to bo potrebno tudi po letu 18, ko bo rudnik zaprt, da nekdo na tem bdi, odgovarja in se ne sme prepustiti naravi, da ne bi prišlo do kakšnih katastrof. In jaz verjamem, da bo to rešitev na nivoju Slovenije. Mi vemo tudi druge rudnike, pa Idrija, pa ne vem, Senovo, Kanižerica, kakorkoli. In nekdo bo mogel za te monitoringe, tudi Zagorje,
za te monitoringe se tudi po zaprtju skrbeti in zadevo spremljati in v primeru nekih nenormalnosti tudi ustrezno ukrepati. Kot ste pa omenil, druga možnost je malo turizem, jamatloni, ne, tečejo, tudi prvi maraton je bil letos speljan skozi Rudnik, del trase, ne, seveda. Jaz verjamem, da se bodo našla sredstva, tudi po zaprtju Rudnika, zato, ne, da se bodo zadeve preuredile bodisi neko muzejsko oziroma v tako fazo, da bo lahko te prireditve nemoteno potekale. Če se je marsikaj v preteklosti ob zapiranju drugih rudnikov zamudilo, se saj tu ne sme, ne? Verjamem, da iz izkušenj, ki so jih imeli ministri, bodisi odgovorni, ne, na ostalih rudnikih, ne, se tukaj verjamem, da takšne napake ne bodo ponovile, ne, in bo rudnik tukaj zaprt tako, kot mora biti, ne. In tudi sredstva za to seveda so namenjene in jih tudi temu primerno uporabljamo. V ena izmed hčerinskih firm je tudi Spekter, ki ima v lasti kar veliko stanovanj. Je lahko ob prodaji Spektra stanovalce, najemnike strah, da se bo z novim lastništvom drastično povečale najemnine? Vi pa ga morate prodati. Ja, Spekter je posebna zgodba, ne. Spekter je hčerinska družba, ki je leta 2014 v skladu s finančnim prestrukturiranjem rudnika, ki je bil v dolgovih, ne, tudi zastavljen kot takšen in rudnik ga mora prodati za poplačanje dolga bank, ne. V primeru, da mi dolga bank, obroke zamudimo, ne, potem se bodo banke obvesile na premoženje, to je Spekter, vse ostalo premoženje, prišel bo stečajnik, ki mu bo vseeno, kako se zapira, se sanira površine, njegova naloga je samo sanacija upnikov, ne. Ti so najprej banke, potem so zaposleni, če bi kaj ostale, na zadnji izvajalci, ne. In tega si nihče ne želi in tega tudi ne bodo dovolili, si upam trditi, in bodo pustili, da se rudnik zapre normalno, seveda pogoj je bil pa prodaja Spektra, ne. In zdaj, če se vrnem na bojazen, ne, zopet sem mu vrnil, kje so bili 15 let nazaj, 20 let nazaj, ko bi lahko Spekter na kakršenkoli način, ne, denarja bilo dol, vsega dol, prenesli na občine, na zadruge, ne, zopet je bilo tisto, zakaj bi? Vse laufa, ne. Rudnik zalaga, ne, tako naprej, vsi zalagamo nekaj. In ta ozkost gledanja oziroma kratkovidnost, ne, nas je pripeljala tukaj, kjer smo, ne. Zdaj, nažalost, dejstva so taka, Spekter bo prodan. Opcija je, da bo prodan stanovanjskem skladu, seveda, ne. Kar se že nekaj let sicer govori, ne? To se v stanovanjskem skladu se v Spekter prodaja že 4 leta. Očitno ni interesa, ne, na strani, seveda na strani stanovanjskega sklada. Čeprav je na nek način vse od države, ne? Se bo na končni fazi prijemo do države, ne. Ampak jaz ne vem, ali je stanovanjski sklad res najboljši lastnik. Se ne vemo, ne. A je država vedno najboljši lastnik? Vprašanje, ne. Tako da zdaj, če se bo država odločila, ne, sklepom, kakorkoli to prenesti na stanovanjski sklad, potem je to seveda možno. Nekako je treba zapreti dolg do bank, da potem rudnik lahko saniramo naprej s prodajo premoženja. Kajti sredstev, da bi se zakon podaljšal, definitivno se ne bo zapiranje rudnika. In je konec. In če bo takrat, če ostalo karkoli nedokončanega, ne vem potem, kje bi dobili sredstva, ne. Torej, se bo prodal in če stanovanjski sklad ne bo, potem bo mednarodni razpis za prodajo. Predvsem zaradi transparentnosti, vrednosti in tako naprej, ne. Tam ima možnost se prijaviti vsak, ne. Sicer bo varščina, ne vem, 1 milijon evrov, tako da vsak tudi ne. Loser tudi ne, seveda, ne. Ampak kaj se pa potem naredi najemniki, ne? Jim najemnine ne morejo dvigniti, neprofitne. Pogodbe, ki jih imajo, po zakonodaji ostajajo naprej takšne, kot so. Razen, če so bile zdaj še minimalno do razpona maksimalne neprofitne, to je, ampak nekje meja je določena, ne. Tako da z tega vidika se najemnikov ni zabati. Je pa vedno možno tudi črni scenarij, ne. Pride kupec, ki Spekter razproda. Pobaše dobiček in gre, ne. Vedno je ta opcija, ne. Obstaja pa tudi opcija, da tudi zdaj najemniki odkupijo stanovanje. To je pa določene že starosti, do določene starosti, trenutno je meja 50 let in starejši, lahko da so ta meja še spustila na 40, ne. Vse novejših pa že, kot veste, vse novograden, pa vidite, da tako ni, ne. Tako da opcija je pa res, da je pa ta socialni položaj, ne, kupna moč, ne, Zasavčanov, tako nizka, da enostavno ne morejo kupiti, ne. Tukaj bi pa zopet morale banke iti nasprot, ne,
pa ponuditi obrok, ki je nižji, kot je zdaj najemnina. Potem si pa verjamem, upam trditi, da bi se velika večina pa odločila, ne? Ampak tudi tukaj ni posluha. Ne? Banke gledajo pa samo zopet. In smo spet na nek način pri državi, ne? Zopet. Ja. Tam so državne banke. Tako, ja. Moramo pa vedeti, da Rudnik, banke, ki so dale dolg Rudniku, ne, je konzorcij 4 bank, od katerih so samo 2 državne, 2 so pa tuje. BKS je avstrijska, Banka Koper pa italijanska. Tam je pa strogo in edino kapital in dobiček. In nič drugega. In Ne? nič drugega. Prodajate tudi nekatere delavnice, ne, ki so bile nekoč del Rudnika. Ja, prodaja se pa tudi ostalo premoženje, od opreme do delavnic. Tudi seveda prodaja Ključno s stavbami, ne? stavbami in tudi stavbami, v katerih so društva. Ne. Jaz veliko krat povem, ne. Jaz kot direktor nimam nobene ovire, da bi društvam to zadeve predal za ston. Sam rabim pa zopet zadnji nek sklep lastnika, da to lahko naredim, ker drugače oškodujem premoženje države in odškodninsko odgovarjam. Ne. In spet smo 20 let nazaj. Zakaj niso društva to prevzela, pa občine 20 let nazaj? Ne? Ja, ni bilo potrebno. Ne? Društva, ki so v neki stavbi, RTH plačeval ogrevanje, stavbno zemljišče, vse, čistilko, kakorkoli. Ja, prelepo je bilo, ne? Ampak 16 let vemo, da so bo Rudnik zaprl. Ne? Torej je bilo možno v 16 let to prenesti na društvo. Zdaj, ko smo mi začeli prodajati in smo določene tudi že prodali društvom, seveda, v dogovoru, jaz se upam, da smo prodali, recimo, smo prodali del planinskega doma na Kalu, društvu nazaj, ne. To so majhne vrednosti, ne, da ne bi kdaj mislili zdaj. Prodali smo recimo korenine, ne, prodali smo gasilski dom v Trbovljah in tako naprej. Seveda tiste večje vrednosti, ne, pa društva ne morejo kupiti, se nimajo denarja, ne. In tako ali tako bo to zdaj breme verjetno padlo na občine, ne. In zdaj pravno kaj potekajo pogovori, da bi recimo RTH zaustavil prodajo tega premoženja društev in tem, ne. In vlada oziroma lastnik SDH bi zagotovil neka sredstva v vrednosti, kakor bi Rudnik lahko iztržil, potem pa lahko mi to brezplačno prenesemo, ne. Tukaj teh čejev, ne, da bomo videli, če se bo zadeva realizirala, ne. Sam osebno nimam nobene ovire, še enkrat poudarjam, moram pa dobiti seveda sklep lastnika. To pa je vlada oziroma SDH. Še je čas. Še, vedno. Čas je vedno, pa zadnja minuta, ampak vedno je še čas. Tik pred zdajci. Tik pred zdajci, tako je. Ponavadi smo tudi tako narejeni. Glede na to, da se počasi odmerjen čas za to oddajo končuje, je potrebno še kaj v zvezi z aktualnimi dogodki v Rudniku, Trbovljah, Hrastnik povedati? Ne. Bodo še drugi sogovorniki? Drugi sogovorniki, mi rabimo, tudi tukaj rabimo, tudi mi rabimo še naprej kanček sreče, da bomo delali še tako kot do zdaj, v teh 8 mesecih. In verjamem, da bomo uspeli na vseh področjih, se pravi tako pri zapiranju površin, sanaciji, kadrovskem področju, tudi kot dolgove do bank, uspešno urediti, odplačati kakorkoli in čim bolj mirni poti nekako privedeti do zaprtja tega rudnika, kar je pa seveda, kako smo menila, kruta realnost. Zdaj so vas naši gledalci spoznali prek otroških, mladostniških let, pa tudi kot po poklicni poti. Jaz verjamem, da vas poznajo kot odličnega centerforja pri nogometnem klubu Rudar, pa tudi pri mnogih drugih klubih, tudi v Zagorju, mimo grede, tudi nekaj v tujini je bilo. Je nogomet vaša največja ljubezen, kar se športa tiče? Ker mimo grede, ne, sinova, spet niste šla čisto po očetovi plati, ne, poti. Mislim, da sta bila kar uspešna v karateju, pa tudi še nekaj drugih športov. Ja, nogomet je bil in ostaja moja, največja ljubezen, tudi mali nogomet še vedno igram. Seveda ne več na takšnem nivoju, kot je bilo, ne, tako da v bistvu bolj tek rekreativni, ampak nogomet je tisti. Ja, sinova sta šla pa v drug šport in sicer v karate, pa tudi nekaj košarko. Žena pa odlična plesalka, vas je tudi pritegnila? Sta se med plesom spoznala?
nismo se spoznala ravno med plesom, me je pa pritegnila v ples, ja. In ples pride pa na vrsto zdaj v bolj seniorskih letih. Torej 50 plus, ne? 50 plus, ker pravijo, da krepi telo in duha, predvsem duha. Torej, nogomet je vedno malce za dušo ali pa za telo, ples za dušo in za telo. Kaj pa prav za dušo? Kakšna knjiga dobra, kaj drugega, kakšno gledališče? Prav za dušo, res tisti je pa kava z res pravim prijatelji v baru nekje v Zasavju. Vem pa, da ste imeli v zadnjem letu veliko dela tudi z opravljanjem doktorata. Ja, to je bilo pa ne samo v zadnjem letu. Zadnjih nekaj let, letos je bila pač storjena ta pika na i, tako da... Še podelitev sledi, ne? Podelitev sledi zdaj, čez par dni, tako da uradna podelitev, ostalo je končano, tako da gre se samo za slovesnost. Tako da, ja, tudi po tej poti izobraževanja nekje dosežen ta vrh, no, tako da ja, zadovoljen. Mi pa tudi z vašim obiskom v našem studiu, hvala še enkrat za obisk v studiu, za to, da ste bili naš prvi gost. Posneli bomo še najmanj 9 oddaj do zaključka zapiranja rudnika, ne, konca tega zakona. Različne poklice, profile ljudi bomo gostili v tem studiu, tudi kakšne glasbenike, tudi Poredošu iz Orlekov, skupine Orlek, se lepo zahvaljujemo, ker nam je dovolil uporabo te znamenite knapovske pesmi v naši špici. Tako tudi njega bomo enkrat gostili, ker tudi on je zelo zanimiv sogovornik, kako je spoznaval Zasavje, kako je spoznaval Knapošno in kako mu je zlezla pod kožo. Hvala. Hvala tudi vam in rudarski srečno. Ja, pa še iz moje strani srečno.